Zdravo, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali zamrznitev pod okni. Skočimo kar v datoteko zamrzni pod okna. Tukaj imamo del ene vrtilne tabele. Point pa je, da ko scrollamo dol po podatkih, vidimo sicer določene podatke, vendar ne vidimo več zgornjih vrstic, torej ne vemo, zakaj se gre. Tukaj imamo recimo en znesek 897 in pa znesek 13.000. Kaj zdaj kateri pomeni in zdaj, ko smo se prestavili desno, niti ne vidimo, kaj je levo. Tukaj bi bila primerna uporaba zamrznitev pod oken. Pa skočimo nazaj na vrh s kombinacijo tipk, Ctrl in pa Home. Tako vedno pridemo v celico A1. Nato gremo na zavihek Ogled in v skupini Okno imamo gumb Zamrzni pod okna. Če kliknemo na gumb, se nam prikažejo tri različne možnosti. Zamrzni pod okna, zamrzni zgornjo vrstico in pa zamrzni prvi stolpec. Pa zdaj za začetek damo zamrzni zgornjo vrstico. Torej, kliknili smo, nič kaj se ne vidi, vendar če s koleščkom premaknemo seznam malo bolj dol, vidimo, da prva vrstica ostaja na vrhu. Tako da ne glede na to, kje v seznamu smo, vemo, kaj predstavlja posamezen stolpec. To orodje bo pa vedno zamrznilo vrstico številka 1. Torej, ta vrstica mora biti naša naslovna vrstica tabele. Pa dajmo odmrzniti pod okna. Še vedno smo na zavihku Ogled v skupini Okno in kliknemo Zamrzni pod okna ter izberemo Odmrzni pod okna. Če pa imamo seznam še posebej širok, pa je včasih težko videti, kaj predstavlja recimo podatek nekje čisto na desni, recimo v tem primeru ne vidimo, za katero ime izdelka gre. Zato bomo uporabili v skupini Okno, ukaz Zamrzni pod okna, zamrzni prvi stolpec. Tokrat pa, če scrollamo dol, se praktično nič ne spremeni. Če se pa tokrat pomaknemo desno, vidimo, da stolpec A ostaja na svojem mestu, nespremenjen. In kljub temu, če smo premaknjeni desno in se scrollamo navzdol po seznamu, se tudi stolpec A premika. Torej, ostal bo samo, ko premikamo podatke levo in desno. Pa odmrznimo pod okna. Če se spomnite, smo v enem izmed prejšnjih videov delali tabele, kjer se naslovna vrstica, ko scrollamo podatke navzdol, spremeni v naslove tehle stolpcev. In si morda mislite, zakaj bi potem tisto potrebovali, če imamo to. Če se prestavimo na zavihek pod okna, bomo videli, v čem je velikokrat problem. Velikokrat tabela, s katero delamo, ni postavljena v celico A1 in nima naslovov stolpcev v prvi vrstici. Torej, če tukaj damo zamrzni zgornjo vrstico, bo v bistvu zamrznilo vrstico 1, kar nam pa čisto nič ne koristi. Nismo pa še izkoristili prve možnosti, zamrzni pod okna. Pa si poglejmo malo ilustracijo tukaj zraven. Vidimo en moder kvadratek in pa okoli njega v stolpcu in vrstici celice, ki so prečrtane. Te celice, ki so prečrtane, bodo torej zamrznjene. Torej, levo v stolpcu in zgoraj v vrstici. Torej, da hkrati zamrznemo vrstico in pa prvi stolpec, se moramo postaviti v celico B13. Torej, da bo tale stolpec zamrznjen in pa tale vrstica. Torej, smo postavljeni v celici, gremo pod zamrzni pod okna in damo prvo možnost zamrzni pod okna. Če se zdaj premikamo, vidimo, da je zgornji del zaslona zamrznjen. Enako, če se pomikamo levo in desno, bomo še vedno videli informacije, ki so bolj oddaljene. Tak način dela pa je zelo, zelo neučinkovit. S tem, ko smo zamrznili tole vrstico, smo zamrznili tudi vse vrstice nad njo. To pa je slabo, ker nam lahko tak način dela odvzame polovico ali pa še več zaslona. Zaslona, na katerem bi lahko gledali več podatkov hkrati. Zadeva pa sploh ni učinkovita, če imamo na enem delovnem listu več tabel. Pa če gremo na delovni list prva vrstica, lahko tudi tukaj hkrati zamrznemo stolpec in pa prvo vrstico. Torej, postavimo se v tale kot, kjer želimo, da bodo levo stolpci zamrznjeni in zgoraj vrstica in gremo zamrzni pod okna ter zamrzni pod okna. Tako, če se premikamo dol in desno, bodo ostale vrstice tam, kjer morajo. Kljub temu, da je zamrzovanje pod oken zelo priljubljeno med uporabniki,
pa bi vam vseeno svetoval, da raje, kot pa da naslovno vrstico zamrznete, celoten obseg spremenite v oblikovanje tabele. Video, kako to storiti, pa si seveda lahko gledate na tem kanalu. Tako to je vse za danes. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, mu dajte thumbs up. Ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati mojo Facebook stran Office tečaji.